je izpil iz tvoje notranjosti. Tista potisnjena zadeva, ko smo jo kot otroci potisnjeni, ta energija skozi deluje. Ta energija skozi hoče priti ven. Do včeraj, kar. In ta energija je tako močna, ne, da nas pravzaprav pelje v bolezen, lahko nas pelje pa tudi v raka. Zadnja faza je tudi to. Ta pa to razkriva. Ne. Ta knjiga vam pripoveduje, kako je ta čista ljubezen ujeta v naši podzavesti. In ko pride enkrat do tega, da začnemo to odkrivati, se odkrije tudi bolezen. Ker pravi vzrok bolezni je v naši podzavesti. Vse bolezni, ne bom rekel čisto vse, ampak 98% je v naši podzavesti vzrok. Mi pa potem dobivamo zdravila. Jaz sem recimo zdravilc. Jaz vas lahko pozdravim, ampak vzroka vam ne bom odpravil. Vzrok morate vi prideti do njega. Morate vedeti, kje je tista stvar, ko se je to začelo. Zaradi česa smo se razvili, zaradi česa smo vratali bolani, zaradi česa smo padli v depresijo. Kje je vzrok? Ne gre za to, da se boš ti dogodka spomnil. Ampak, ko gremo meditativno skozi, boste začutili napetost. Ali se pojavi v trebušnem predelu, ali se pojavi v hrbtu, ali se pojavi za lopato, ali se pojavi v ramah. Napetost. To se pravi, sem prisoten z mislijo, nisem sproščen. Recimo meditiram, pa grem to težko, ta daljšo, a ne, mogoče malo pretiravam včasih, ampak se mi zdi, da edino tako lahko predelam. In začutim, kako rame zategujem. Sprostiti je treba telo. In ko čutite, da je napetost v telesu, to se pravi, do nekaj sem prišel, ko je napetost narasla. In to je treba sprostiti. Telo se moramo naučiti sproščati. Pri vsaki meditaciji, ko gremo, a ne, se učimo, kako je treba noge zategniti, pa sprostiti, kako je treba trebuh zategniti, pa sprostiti, kako je treba prsni koš zategniti, pa sprostiti, kako je treba roke zategniti, pa sprostiti, kako je treba vrat zategniti, pa sprostiti, a ne, obraz, kako zategnemo, pa sprostimo. To je vse prav in smo sproščeni, ampak ko pa smo v meditaciji, hvala lepa. Evo, tehnični tip, jaz pa moški sem pa čist antitalent. Mene pa vse, če to tako je še klar. Veste, pri meditaciji je zelo pomemben, da smo sproščeni in da pazimo, kadarkoli začnemo zategovati, katerkoli del telesa. To se pravi, se pripravlja tista zadeva, ko smo jo potisnili, je že tukaj. In ko jo sprostimo, pride ven. In ko pride ven, se naša energija sprosti.
Zato, prav, ko to predelate, se pravzaprav zbudimo, ne. Zdaj, ko pa smo v takem stanju, ko smo pa pravzaprav v sanjanju. Mi skozi sanjamo, ne. In to je nestvarno, nerealno. Čeprav nam zgleda strašno realno. V tretji dimenziji je vse je zaprijeto, to je tako, ne. Ampak to je vse stvar energije. Tole les, to je vse gibljivo, to je vse sama energija. Ampak energija v takem stanju. V takem energetskem stanju, da je to kot trdna snov. Je pa to vse isto. Mi smo sestavljeni iz same energije, iz same vibracije. In če to treniramo, pridemo do svojega bistva. Pridemo do svojega jedra. In to jedro je pravzaprav gonilna sila našega življenja. In ko to spoznamo, ne, smo pravzaprav godni, da lahko gremo, da prestopimo iz tretje v peto realnost. Tretja realnost je ta, ko jo vsak dan doživljamo, ne. Zdaj, če verujemo ali pa če hočemo znanstveno priti do višjega nivoja, gremo vedno samo v četrto. Ne pridemo v peto. Ker med četrto pozornostjo ali pa četrto stopnjo in peto so vmes gospodarji. In ko pridete vi na konec četrte, mi ne moramo tam blefirati. Tam je popolnoma jasno, da hočemo iti višji. In tam nas oni ustavijo, pa pošljajo nazaj. In zato je treba to četrto preskočiti. Zato je vera, ne, jaz bom veril v Boga, ne, pa bom napredoval, ne, pa bom prišel v nebesa. Ne boš prišel v nebesa. Ne boš prišel. Ker teh nebes ni. Ta nebesa se vrnejo nazaj. Prestopaš lahko samo skokom v peto. Pa tudi tam verjetno niso nebesa, ne. Ker je podobno kot je tole, ne. Podobno se doživlja. Ne vem, tam je hodil eden, ko je iz Izole, mislim, da mu je bilo ime Vojko, tu je nekje sedel. On je bil peti, ker je pripovedoval, ker to je tako kot potres, ne, kot potres ga čutimo, ne. In takrat smo pravzaprav stopmočetni. On je to opisoval, kako je to doživel. Ker je mislil, da je to potres. Ni bil potres. On je to opisal, da je stopil čez. Veste, sej nova doba, to se krasen šliš. Ampak če ne bomo nič naredili na sebi, smo kar lepo ostali v tretji. In samo z višjim zavedanjem pridemo na višji nivo. Zdaj pa zavedanje, kako se bomo to zavedali? Ja, če že zjutraj vstanemo, pa začnemo delati kot vsak dan. Ja, je ta vrednost, ko tretje četrto in gremo skozi po istem redu.
ustaviti se morate. Ko pridete ven iz hiše, ali pa ko vstanete iz posle, ustavite se. Ustavite se, pa začnite opazovati. Kaj minut se ustavite? Boste videli stvari, ko jih pravzaprav ne opazite, ko divjamo skozi program dneva. Ustaviti se je pa težko, ne? Recimo, jaz sem vam prepoznal, kako imam jaz program za zjutraj. No, vam bom še enkrat povedal. Najprej meditiram, potem krvarim, potem si posla pospravim, potem si pripravim zajtrk. Potem pa šele začnem razmišljati, kaj bom kaj postoril. Ampak jaz dam na prvo mesto delo na sebi. Res nimam veliko časa. Do moje večnosti je pravzaprav manj časa imam do moje večnosti, ne? Zato se mi zdi škoda časa, da bi ga zapravil za druge stvari, ampak zato, da bom ene stvari v zavestu, ker sem pač tukaj. In zakaj bi stran metal, ne? Če sem pa že tukaj postavljen, da lahko nekaj iz sebe naredim. To je to. Veste, pa boste rekli, ne me lahko kar v penziji. To je res. Samo, ko boste v penziji, ravno tako ne boste imeli nobenega časa. Nobenega časa. Boste skozi zaposleni. Tisti, ko pa tega ne najde, ga pa kar hitro pokopljajo. V enem letu ga ni. Če ne najde nobenih takih, če ne najde nobenih takih stvari, ko bi ga zanimali, ko bi ga gnali, da bi nekaj počel. Ko sem šel v penzijo, sem takoj šel v Kranjsko Goro do Mačiču in sem opravil 2 tečaja. Za televizor. In septembra sem šel na prvi tečaj, potem so rekli, ko boš 20 bolnikov predelal, greš pa lahko na drugi. In jaz sem tisti do decembra naredil in sem se prijavil za drugi tečaj. Pa je rekel, kako si mogel že ti zdaj pridati, sej je šele december, ne? Sem rekel, jaz se prijavim za drugi tečaj. No in me je zelo težko sprejel. Sem rekel, pa so z mojega tečaja tudi prišli, ne? Pa kako pa, da so pa te lahko prišli? Prav, te so pa mlajši. Tudi že takrat je gledal na to, ne? Da sem jaz star, da nimam kakšnih perspektiv, ne? Za zdravilca, ne? In potem, jasno, ne, ko nas je preskušal, sem se jaz trudil 100 na uro, da sem hotel dokazati, da sem pa tudi kar nekaj, ne. In sem tam tisto mojo kolegico upognil, a veste, to je telekineza, ne. Pa prav domačič, pa ko je bil najbolji, ne. Da pa to ona je stari tam. Ona je stari. Seveda, veste kako, takrat, ko te kdo malo spodbode, pa te malo hoče malo odriniti, veste, takrat ego nastopa.
In moraš mu pokazati, da pravzaprav pa da nisi še za odmet. No, jaz sem šel na ta tečaj, potem sem šel na tečaj plezanja, potem sem se upisal v plesni tečaj in začel sem igrati ponovno šah. To so bile te 4 stvari, ampak zdravim še, plezem bil mal, ampak tudi ples sem pustil, ampak šah pa še igram. A veste, ogromen je stvari, ko ste si jih želeli, pa ko hodite v službo, rečete, pa bom to enkrat. Ko greste v penzijo, takoj upiš tista stvar, ko jo nisi mogel. Zato smo šli v penzijo, ne? Da bomo tudi nekaj lahko tiste stvari naredili, ko jih pravzaprav nismo imeli možnosti prej izvesti. Zato tisti, ko začnejo tako, nimajo nobenega časa. Ni nobenega časa. No, jaz tudi tole delo na sebi, ne. To pa kar delam. Tako da mi ni čisto nič dolg čas. Skozi se mi dogaja. Veste, mene zanima, koliko vas je pa meditirali vsak dan. Ali lahko dvignete roke? Samo 2. No, boš kaj nič. Ampak, zdaj vas bom pa tako vprašal, koliko je pa čisto novih? A dvignete roke? Sem bila enkrat zgodila. 6, 7. Ja, no, pa bom mogel tole takole razložiti. Veste, jaz na teh delavnicah v glavnem govorim, kako pridemo v ta trenutek. Ker je zelo pomemben, da se tega trenutka zavemo. Kako pa pridemo v ta trenutek, je pa preko dihanja najlažja metoda. Ne. Dihanje nam je položeno v zibelko, dihanje in življenje. To sta 2 darova. Skozi dihanje pridemo do tega, da ko se zavemo, ko začnemo dihanje opazovati, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. To je zelo pomembno, da prešaltamo iz misli na občutke. In ta občutek, ko ga spremljamo z vdihom, ko vdihnemo in ko izdihnemo, ko to spremljamo, treniramo opazovalca. Ta opazovalc opazuje, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. In če to dlje časa delam, opazovalca tako streniram, da potem ta opazovalc lahko opazuje tudi misli. In ko enkrat misli lahko opazujete, ste že na prvi stopnji. To se pravi, moj sistem lahko opazuje moje misli. Kdo pa je tako lahko opazuje misli? On notranji jaz, v obliki opazovalca. To se pravi, treba ga je izuriti do te stopnje, da lahko misli opazujemo. In ko misli enkrat lahko opazujemo, potem ni depresije. Depresija je pravzaprav obvladovanje ene misli, ko nas obsede in se ne moremo rešiti. In to so
Ljudje so zelo veliki reveži, ko imajo depresijo. Zdaj, kako pa to njega pripravi, da bo to treniral? A veste, takrat, ki je v depresiji, takrat je že malo pozno. Takrat so misli tako močne, da enostavno ne zmore. Ego ga ne pusti, da bi on to začel trenirati. Zakaj je to samomorov? To je depresija. In Slovenci smo čist na vrhu, na špici. Smo agresivni, ampak ne do drugega, ampak do sebe. In evo, depresija, samomor. In smo čist v svetovni špici. Ampak gladi pa Japonci misli, da so še da nas mogoče malo ne sadok ne dosti. Tako da to trenirati, da se znate opazovati misel, to je enkratno. To je enkratno darilo. To, če boste tole prečitali, boste noter našli, kako se diha. Jaz bom tole zdaj utvaril, tako, kar vas je kar precej, kar se prvič zastavil. Pač. Povedi avtorja te knjige, prosim. Je Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Ta knjiga odlično govori, kako pridete v trenutek, v ta trenutek. In če ste v tem trenutku, ko ste enkrat v trenutku, smo pravzaprav v večnosti. Ker ta trenutek je ta trenutek. Naslednji trenutek je tudi trenutek in vsak trenutek, vedno smo v trenutku. Samo naši možgani so pa tako nagljeni, da gremo v preteklost, pa v prihodnost. Nikoli pa v trenutek. Vsak trenutek mi smatramo, da je to stvar preteklosti. Če pa nekaj si želimo, pa si ne želimo ta trenutek, ampak rečemo, to bom pa delal zato, da bom imel enkrat. Ja, kdaj boš pa to imel? Vse imaš, vse imamo. Mi že vse imamo, nič ne rabimo več. Nič ne bomo več čez eno leto. Dajte ga lom, kakšno leto. Čez 10 minut nas lahko ni. Da pa eno leta ne. Predstavljajte si, da mogoče jutri nas ne bo. To je pa nemogoče. Poslušajte. Časa ni. Je samo ta trenutek. Samo ta trenutek je. In kar naredimo v tem trenutku, naredimo za naslednji trenutek. Kar mislimo zdaj, zidamo za naprej. Če smo slabe vole, a mislite, da bo naslednji trenutek boljši? Ne bo. Ta trenutek je treba popraviti. To se pravi, je treba opazovati misel, jo odstraniti. Samo z opazovanjem odstranimo misel. Ne gre drugače, lahko je še toliko stran večete, ta bo nazaj preletela. To je kot ping-pong žogca. Takoj pride nazaj. Jo ne morete na noben drug način odstraniti, kot samo z opazovanjem. Z opazovanjem
pa lahko še ta potečna misel odstranimo. In ko te misli vse odstranimo, pridemo do točke. Da pridemo v stanje, kjer ni več misli. To pravi, da je nemogoče. To ni res. To ni res. To se da doseči. V stanju, ko ni misli, izredno se lepo odpočijete, je izredno lepo stanje. Ste lahko tako blažen, kot recimo po seksu. Pridete v tako stanje, da ste enostavno tako zadovoljen, da je tako kot dober seks. Ali pa spanje. Pa spanje. Tudi spanje mislim. Ampak v spanju je tudi. Ko ste vi sproščeni, spite lahko 4 ure in se naspite tako naspite, da ste popolnoma sproščeni. To ste verjetno slišali. To so vojake tako trenirali, kako se izredno intenzivno lahko spočije v 4 ure. In tisti, ko so znali se spočiti v 4 ure, so lahko ponovno pohod naredili. Oni drugi je bilo nemogoče, ker so bili utrujen, ker se niso znali spočiti. Niso se znali sprostiti. Niso se znali odpočiti. Misel je ena najmočnejših stvari. In misel, če nas obvladuje, če nas negativno obvladuje, jo je treba zamenjati za pozitivno. Ker če negativno razmišljamo, to se pravi, lahko o drugem človeku mislimo, da je pa tak. Pa to se povrne. To smo mi tisti. Samo na njega gledamo, on je tak. Mi, če ne bi tako mislili, ne bi njega nič videli. Ne bi videli, on tak. Da je slab. Mi moramo vse spremeniti mišljenje. Iz negative v pozitivo. On je pa tole naredil in sem njega užaljen in jezen. In ga grdo gledam. Jaz si sam sebi delam težavo. Odpustimo. Komu si zdaj pustil, če si njemu kot sovražnik odpustil? Sam sebi. Vse te, ko jih imate za sovražnike, vse te, ko jih težko vidite, opravičite se jim. Odpustite jim vse. Ovijte jih v ljubezen. S tem, ko jim boste to naredili, ste sami se podarili. Ljubezen ste si podarili. Tako si sami se podarite ljubezen. Ali pa težavo. Če, ta je tisto, pa ta je to. Vsi so krivi. Jaz pa leveč trpim. Ja, seveda. Normalno. Ker so pa vsi krivi. Vsi mi delajo same težave. Od policaja, ko mi listek prefne, pa kaj je, pa do soseda, ko mi gre čez mejo, pa do partnerja, ko me nadre, ko nisem pravčen domov, pa šel tako naprej. Vse spremenite v dobro.
misel, čim jo začutite, da je negativna, obrnite jo, samo obrnite jo. Tam je sovraž, ljubim ga. Tega ne maram, rad ga imam. Tega sovražim. Ne sovražim. To je naše. To je naše jedro. Tam mi pa to dela. Vse. Največ se naučimo od sovražnika. Prijatelj nas ne bo nikoli toliko naučil kot pa sovražnik. Ta je najboljši poštar. Najbolj nam sporoča, ki imamo gnil zob. In ta zob, ki začne, kaj pa tole narobe? Ja, tukaj je narobe. Na tole mora biti pozoren, ne na unga. Jaz sem tole, ne on. Zunanji svet, ko nas draž, ko nam sporoča, tole pazi, to pa res pazi. Pri sebi, kako pa jaz tole čutim, kje pa čutim? Bote napredovali, pa bote to sprostili. A je mogoče kaj nejasnega? Me lahko kaj vprašati, če želite. Vse jasno, ali se ne upate? Ja. Mišljenje je najmočnejša zadeva. In nas spreminja. In spreminja tudi okoljca. In naša misel je tako močna, da so atomski fiziki zdaj prišli do tega, če opazujemo snov, se začne snov drugače obnašati. Recimo te fotoni, ko potujejo, ko grejo skozi, grejo skozi. Zdaj pa, če pa mi opazujemo, dobijo pa drugo pot. Z našim opazovanjem opazujemo najmanjše delce, se začne drugače obnašati. To se pravi, če se tisti delci tam obnašajo drugače, ko jih opazujejo, se tudi v nas začne spreminjati. Če mi opazujemo sebe. A veste, ko opazujemo vdih, ojačamo z energijo, ker se jo zavemo. Če ni zavedna energija, ni nič. Če se jo pa zavemo, pa začutimo energijo, kako gre ven. In začutimo življenjsko energijo v sebi. In to je vedenje o tej energiji. O življenjski energiji. To ni veda. Vi imate potem izkustvo, vi ste to začutili. To je vedenje. Vera je pa nekaj, v kar moš verjeti, to je en aksiom. Ko se ga ne da razumeti. To je pa zastopno. To je pa vemo. Energija je v meni. Energija deluje. Energijo čutim. Imam vedenje o tej energiji. In ko sem jaz. Stvarnik je v meni.
stvarnik skozi mene spoznava tretjo dimenzijo. Moj aspekt življenja je stvarnik vseh nas. Treba se pa tega klavirati. Zavestno se je treba zavesti. Mi smo bitja, ki se lahko zavemo lastne energije. Vse življenje dihajo. Zavedanje. Zavedanje je pa tisto, ko imamo pa mi prednost. Mi se dosti mislimo. Vsak homo sapiens misli. Ampak, da ti začutiš to energijo v sebi, da lahko ustaviš misel, to je pa kvaliteta. To je pa kvaliteta. In ko boste misel znali ustaviti, pridete v prvo stopnjo. To je prekalko stanje, to je prva stopnja meditacijske dobe. Potem zastopite vi vsakega jogija, kaj vam razlaga. Če pa vi tega ne obvladate, lahko ga greste poslušati sam. Tukaj not, tukaj ven. Nič. Lahko ga tudi možgansko zastopite, samo vedenja v tem pa ne bo. Ne bo. To je tako, kot če eno opisuje seks skozi knjigo, prikoli seksov. On bo znal vam akademsko razložiti, kaj je to, ampak prakse pa nima. To je, ne bom preveč govoril, ampak samo mi smo prišli na zemljo, samo po izkušnji. Samo izkušnje nas delajo modre. Brez izkustva, brez prakse, sama teorija ni nič. Sama teorija ni nič. Je lahko še tako dobro. Sama teorija ni nič. Veste, jaz sem zdaj enega šamana poslušal, Pavleta, govoril o temu, da šamani zdravijo tako, da grejo v preteklost, v tisti trenutek, ko je bolezen vzročno nastopila. Pa sem rekel, kako pa gre to? Prav, zamislimo si reko in po reki gremo in potujemo nazaj v meditaciji. Pride do tega dogodka. Od tega dogodka ga zbrišem, ga ni. Sem rekel, kako to gre, ne? Prav, kakor je bil dogodek narejen, tako se ga da tudi zbrisati. Sem rekel, pa kako? Prav, jaz sem imel prijateljico, ko sva se ljubila par dni, potem sva se pa razšla in me je ona grdo gledala. Vsak dan, kadar sva se srečala v menzi, je videl, da je sovražen pogled. Jaz sem šel lepo nazaj, na tisti čas, ko sta bila zaljubljena, in je zbrisal. Prav potem, drug dan, ko sta prišla v menzo, prav, ga ni poznala. Ga ni poznala. Pa se rekel, se mogoče to je, ne. Veste, jaz
to potovati v preteklost, to jaz ne obvladam. To sem jaz samo poslušal. To vam bi mogel ta šaman razlagati, koliko je mene razlagal, ampak je zelo težko, brez treninga je to težko govoriti. Tole, kar pa govorim o trenutku, to pa vem, da to tako je, ker sem toliko časa že te stvari obdeloval. No, jaz bi šel kar na prvo tehniko, na dihanje. Pri dihanju se je treba sprostiti. To sem še prej malo omenil, ko sem sedel. To se pravi, najprej sprostimo noge. Potem noge sprostimo tako, da jih zategnemo. Mišice zategnemo. Nasprotno občutek od zategnjenosti je sprostitev. Proste. In zategnemo trebušne mišice, zategnemo, sprostimo, zategnemo prsne mišice, prsni koš, sprostimo, zategnemo roke, sprostimo, zategnemo vratne mišice, sprostimo, zategnemo obrazne mišice, sprostimo. Telo je sproščeno. Zdaj pa dihanje. Vdihnemo in izdihnemo. Pri vdihu samo kaj čutim, ko vdihnem, in kaj čutim, ko izdihnem. Kako to občutim? Kako gre zrak skozi sapnik v pljuča do prepone, in kako gre nazaj ven. Normalno diham. Ne pretiravamo z dihanjem. Samo vdih in izdih. Opazujem, kaj čutim, ko vdihnem, in kaj čutim, ko izdihnem. Če se pojavi kakšen krč v telesu, samo sprostite. Telesu. Samo opazujem dih in izdih. Kaj čutim, ko vdihnem? Kaj čutim, ko izdihnem?
čas, odpremo oči. A je kdo te novi, da ni mogel čutiti, kako je pri vdihu in izdihu? Ste vsi lahko opazovali vdih in izdih? Je šlo? No, to vate doma, kot sem rekel, dobro je vsak dan, ne? Dobro je vsak dan. Vi ste skupina, ko ste bili, moram povedati, da ste bili najboljši, kar se nismo. In videti, ja, eno leto nazaj, jih je bil v skupini v Izoli 11, ko so dosegli točko. To je pa zelo in je izredno delovna skupina dobra. In to ni tako enostavno doseči točko. In ko so točko dosegli, lahko potem naslednje tehnike trenirati. Dokler pa točke nimate, je pa to pa težko. Ampak skozi dihanje pridete do sebe. Skozi to tehniko. In če boste trenirali, ste otroci nove dobe. Zdaj ste pa to. Za vsako stvar se treba malo potruditi. In važno je, da vi obvladate misel, ne da misel obvlada vas. Če vas misel obvlada, ste mrtvi. Ste v tem stroju. Veste, ko boste lahko opazovali misli, boste prišli do tega, da te misli sploh niso vaše. Pa to, ki jih zagovarjamo. Jo, to sem jaz rekel. Ma kaj si rekel? Sploh ni še tako je to. Kaj pa je to? Kako pa to drugo? Mi smo samo sprejemniki. In sprejemamo pa tisto, kar nam pošljejo, kar ulovimo. In to sem pa jaz, se spomnil. A ste že kdaj čitali, recimo, da sta dva znanstvenika čisto na drugem koncu sveta isto stvar pogruntala? Sočasno. Je to? To je v zraku. Oba sta ujela, ne? Ja, one dva sta, ja seveda sta, samo ujela sta to. Dobila sta. O mislih še tokno. Veliko je znanstvenikov, ampak malo od njih je pa izumiteljev. Zakaj? Ker ne znajo ustaviti misli. Oni znajo perfektno misliti. Ne znajo misli ustaviti. Misel ustaviti. To je višja stopnja od misli. Od miselnosti. To je višja stopnja. In to se treba naučiti. Če ste, da boste srečen, se oni lahko, kaj s tem materialci bojo že nagrabili. Krasno bo to, to je tretja stopnja, to je čim več, ne, čim več imeti, ne, ampak biti. To se pravi, da se zaveš sebe, je pa najbolj pomembno. Ko to enkrat dobite,
Pa ko veste, da je to energija, boste vedeli, energija je pa večna, ne? To se ne izgubi. In če vi zaveste vse, kaj to pomeni? Smo večni. To vse, kar se dogaja, je pravzaprav samo kulise. To je samo igra. To je samo zato, da stvari doživljamo tako, kot jih. Če smo večni, smo to samo igralci v tem teatru. Se gremo pa čisto res. Čisto res gremo, čisto res je pretepo, čisto res je bil, čisto res je vse je čisto res. Ste kaj? Večni smo, kako ga bo šel. Jo, te pa tak lebež. Pokaj skaj je počil. Veste, to, če bi vse vedel, nič se ne zgodi brez vzroka. Vse na svoj vzrok. Nobenega ni treba obsojati. Nobenega obsojati. Vse deluje tako, kot mora. In to je tisto. To je tisto vedenje. En telefonček nekaj upije. Dva. Večer dva. Veste, obsojanje je najtežja zadeva. Po fovšljivosti. Še eno. Ja. A veste, te stvari, če jih boste vse pridelali, ste ogromen naredili. Ste ogromen naredili. In če pa gremo na ven, a ne, da so pa vsi drugi krivi, potem pa to ni rešitev. Tehnika, ko pa ta knjiga govori o otroški energiji, ko gremo pa v pozavest, ko to mičemo ven skozi meditacijo, pa vržete ven tudi, vse odprete tudi bolezni. Moji kolegi, ki so tole trenirali, so skoraj vsi zboleli. Mi vse kontroliramo. Mi imamo popolno kontrolo. Mi hočemo imeti popolno kontrolo. Aha, tole me boli, takoj to gre. Aha, tole, ja. Tudi treba zmasirati, treba takole, ja. Takole in obvladujemo telo. Možgani to vse kontrolirajo. In tej tehniki pa vse sprostimo. Sprostimo pa tudi bolezni. Spustimo. Samo je treba vse zavestiti. Ko pride do tega, da se odpre, je treba to jeti pa pogledati, pa biti zraven. Biti zraven, ko te začne šipati v trebuhu, ali pa v križu, ali pa za lopaco. Biti prisoten. In ko si ti prisoten, se to sprosti. Če pa se ti takrat ustrašiš, si pa sam bolezen na kopu. Tako to, če govori, sproščeno. Jaz sem zdaj 7. 23. sem začel, 12. Zdaj grem 7. kolo.
Pa najbrž bom mogel še malo. Nisem še čist na koncu. Ampak to pa lahko povem, da pri meditaciji pride ven iz telesa. Se lahko opazujem kot energijo. To se pravi, to je bil moj življenjski cilj, bi rekel. Ko sem bil tam star 40 let, me je enkrat odnesel in sem mislil, da umiram. In sem nekaj gor, sem rekel, kaj pa zdaj, ne. Toliko sem pa bil, da sem se opazoval, ko sem letel. In mi je bilo povedano, da grem lahko kamorkoli hočem in sem se enega prijatelja domislil, takoj sem bil tam. Takoj v tistem trenutku sem bil tam in sicer to je bilo, jaz sem bil na Cresu, on je bil pa na Rabu. Jaz sem bil pri njegovi prikolici, to je čisto brako prikolico, in sem lahko vstopil noter in sem videl tam vse kako je, kako so otroci vse tisti metal, plebutke, maske, kupalke, tako naprej, ker imam 3 otroke, to je bilo vse metal. Vstopil pa nisem, vstopil pa v prikolico pa nisem. To pa ne bom. Bog vedi, koliko se imate luštali. No in, ko pa to nisem vstopil, sem se znal zopet nazaj v posli. Pa sem rekel, to pa je, ne, to pa zdaj pa je, ne, to pa je nekaj, ne. In sem zelo veliko tehnik uporabil, da bi to še enkrat podložil. Da bi še enkrat lahko tako poletel. No, zdaj pa skozi to tehniko, ko govori tule vzadaj, je tehnika opisana sposobnost prisotnosti. Pravi, da je treba tudi tretje oko, a ne 3-krat vdihati po 20 sekund, to sem jaz vdihnil, s pozornostjo v tretje oko. In ko sem bil v tretjem očesu, je tako kot ko gledam točko, sem začutil, da sem tukaj od zadnji gor. Umrl se je to pogledal. In sebe sem videl kot energijo. Pa sem potem hotel to ponoviti, pa spet ni šlo. Zato, ker sem hotel. To je tam hotel, ne. Ego. Potem sem pa drug dan spet šel, sem se skoncentriral in nisem nič hotel in sem se spet podal gor. In sem se lahko premikal iz te strani na to stran. Kako pa videti energijo, kako to gleda, lahko da je na svetloma ali vi sam sebe? Jaz sam sebe vidim, ja. Sam sebe vidim. Sam sebe vidim in sicer iz bitja. Bit je vse živo na zemlji. Vse živo, kar je življenje. Bit je večna. In jaz sem del tega, kot vsak od nas. Samo skozi trening se to da doseči. Če sem jaz, potem tudi. To ni nič takega. Samo treba je pa delati. V bistvu to, kar ste zdaj vi opisali, mi je zelo podobno v bistvu bilo opisu ene gospe, ki je doživela to obsmrtno izkušnjo, ko je bila v komi. Ja. Saj jaz sem vedel, jaz sem mislil, da umiram. In sem ženo klical, jaz sem jo dvakrat poklical, pa me ni slišala. Pa sem rekel,
Ja bom pa pustil, da me ne bo motila, bom jaz tole rev pa svoj. In ko sem se začel dvigati iz posle, me je dvigal, in me je potegnil en vrtinc noter, v en meglen vrtinc, ko je bila strašna vrtina. In sem letel in sem se ustavil med zvezdami. Med zvezdami sem se ustavil in sem lebdel. No in potem sem se dobisil prijatelja, pa sem bil pa ne. Pa v bistvu takrat meditiral, to se bo bilo... Ne, nič nisem meditiral, nič. Jaz sem bil toliko utrujen, da pravzaprav sem mislil, da me odnesel. Se me odnesel, se bom šel s to v življenje. Tako da to izkušnjo sem imel pri 40 letih. Pa sem rekel, to bom pa jaz meditiral, to bom pa jaz znal, ne. Pa do zdaj ni uspel, zdaj pa to je. Skozi ta trening sem pa prišel na to. Je pa tudi tako, vam bom pa tudi to povedal. Ko sem to treniral, se mi je prostata poslabšala. Prostata se mi je poslabšala in se hodil gledati kar po 6-krat na noč. In se šel v zdravniku povedati in je bil PSA 6,28. To je moj prijatelj, to imaš ti raka, to je kar svet, to je treba iti na dieto, to moraš. Jaz sem pa že tako na dieti, jaz sem na presni, danes sem že kar nekaj časa. Odkar je regra začel rasti spomlad. No in sem šel v zdravniku. Sem rekel, kaj pa zdaj? Ja, prav klede imate tabletke, tere tabletke, kot je programov, pa so pa spet dobila. Da sem tiste tabletke malo gledal, pa sem rekel, ja, jaz sem na presni, bo že nekaj bo že. In sem šel čez 2 meseca zopet na pregled in je bilo 4,08. To je pa zdaj že bilo boljše. In v septembra meseca sem šel še enkrat, je bilo pa 2,29. Samo s presno hrano in s treningom. Nisem se pokakal, pa sem nadaljeval. Ja, ni pa enostaven, ne? Ali veste, ker starši zelo vplivajo na otroka. Zelo poberemo vse navade staršev, vse energije staršev poberemo in jih imamo spravljene v podzavesti. In kakor se nas vzgaja, tako mi svoje otroke vzgajamo. Mislimo, da moramo tako. S tem treningom se pa pravzaprav sprostimo, to vse razpustimo in tudi svojim otrokom pomagamo, ker jih ne bremenimo s svojimi energijami. Če pa to ne bomo naredili, bomo pa otroci enkrat narediti. Ampak eden bo mogel poseči v to, kar se prenaša iz roda v roda. To je tako ne. Jaz bi nekaj vprašal. Če greš čez ta proces prisotnosti, da nimaš dosti takih negativnih, recimo jaz sem to enkrat naredil, razen tega, da sem imel par dni tako probleme s spanjem, z dihanjem in potem tudi par teh scen, ko to dihaš, ko se ti pojavi nekaj, to ni bilo nič drugega, da je bilo nekaj negativnega. Se je dalo... Prima. A veš, povej, koliko nas je, vsak od nas ima različno pot. Prima.
Več enkrat. Ne? Več enkrat. A veš, boš, če boš tako čutil, ne? Drugač pa, jaz ti čestitam, da sprašujem. Enkratno. Ja. Ni bilo nobenega takega. Ja. No, jaz prvič, ko sem šel, jaz sem prav vesel, da sem skozi prišel. Sem prav napisal, ne, sem rekel, ja, to sem pa še kar nekaj, ne. Presem, da sem skozi prišel, ker mi je nič čisto enostavno, ne. Ja, si se tudi kopal, ja, seveda kopal. No, trening enkrat pride skozi, prav, to pridejo najpogumnejši med pogumnimi. Bravo, Joško, ne, zmagal si. Ja, ni tako enostavno. Ampak, ko sem šel pa drugič, se mi začele pa težave. Ko sem šel pa tretjič, če je bilo pa še težje. Sem mislil, da bo zmeri lažje. No, po četrti se pa lepo sprosti. No, zdaj pa že lepo poteka, no, tako da zdaj sem pa že, verjetno sem že splavil iz težav, ne. Ampak so pa bile težave, pa še opazim, ne, ko meditiram, ne, kar opazim, da začnem takole rami zategovati, ne. Aha, misel je prisotna. Mora biti pa to brez misli. In to je ful težko. Da je težko. In ko to sprostim, ne pa pridem do tega, da to začne delati. Ne, in če pa jaz nekaj zategujem, to je prisotna misel. A veste, in to je to. In misel je tako močna zadeva, ne, tako pisanja na kožo, ne, da misliš, zdaj se pa zmanj, skozi drugo uho pride. Je treba opazovati tudi telo, kako se telo obnaša pri meditaciji, da ga vidite, da ga čutite. Ja, jaz bi zdaj šel na opazovanje misli, če ste za to. Zdaj, ko ste čisto novi, vas bo mogoče malo težko, ampak poskuste, ko boste mišali, opazovati, kaj se vam na ekrančku pojavi, kakšna misel. Lahko vidite kot vizualno, ali pa švište, tudi švištejo lahko. No in bomo tole opazovali. Pa bomo videli, koliko nas je, da lahko opazujemo misel. Ko sem tebe zaželel, sem se spomnil, da križ boli. Poslušajte, če vas kaj boli, jaz vam tamle številko, pokličite me, pa vas bom na denič terapiral. Tako da ni problema, samo mi morate povedati, kje ste sedeli, da bom jaz vedel, kako izgledate, ker jaz bom to doma delal. Če imate težave, kar pokličite, pa bom videl. A ne, nada, tako. Veste, to je zopet ta fiska. Tukaj in zdaj. Jaz bom doma delal in ona bo tukaj. Vi boste tukaj. Čeprav boste doma. To sem v začetku zelo težko sestopil, kako to boje biti. Ja je. Ker če jaz tle premaknem točko, se povsod premaknem. In če ga jaz vizualiziram, da je on tukaj, on je z energijo tukaj. Zato pravim, poskušajte, delajte, in pa veste.
zastopiš. Sej, dobro, jaz nisem fizik, ampak vem pa, da to deluje. Ti tudi veš, ne? No. A še kakšna tudi, ne? Zaenkrat še ne, ampak bomo skoristili. Ja, kaj. Ok, no, pojmo na opazovanje misli. Isto, sprostimo noge, zategnemo, sprostimo, zategnemo trebušne mišice, sprostimo, zategnemo prsni koš, sprostimo, zategnemo roke, sprostimo, zategnemo vrat, sprostimo obratne mišice, sprostimo, smo popolnoma sproščeni in opazujemo misel. Pri misli je tako, tudi če bo kaj rupotalj, to je misel, imamo pozornost na misel. Karkoli nam pride v ekranček, mi to opazujemo in misel bo odšla, ker ne bo zdržala našega opazovanja. Smo popolnoma sproščeni. Čas odpremo oči. No, koliko nas je, kako smo lahko opazovali? Nekaj oren vidim, da se vidite. Evo, pogledajte, skoraj vsi. Zakaj? Zato, ker ste trenirali, zato, ker ste pravilno usmerili svojo pozornost. Ste to lahko opazovali, ste lahko odstranili. To je prva stopnja. To, ko vi enkrat veste, da to lahko opazujete, da to lahko misel odstranite, to je že ogromno. Jaz sem bil na psihiatriji, ko so to poučevali. In isto, kar sem jaz vam zdaj govoril, samo jaz vam iz lastne izkušnje govorim, ona je imela pa pač tekst, ne. Ko je govorila in se je čutil, da ona to ne dela. Ampak, ko je skozi vajo, tudi kdorkoli vpraša, jaz lahko takoj povem, kaj je, pa zakaj ni, pa kako bo. Če boste vadili, je uspeh. Če ne boste, bo pa pač manj, ne? Če boste vadili, boste v zadovoljstvu. Če ne boste vadili, bo pa težava. Bo pa težave, tako kot ste jih imeli do zdaj. Se ni nič narobe, če so težave. Sej, ko je zadosti skrb, boste že.
A veste, kriza ne pride kar tako. Kriza ali je namerna ali je nenamerna, ampak pri oljkah jo morate fej stisniti, da olje priteče. Pri ljudeh je pa to isto. Če ćemo kaj narediti, je samo v treningu in muki. Samo nič. Veste, ko pridemo do tega, da obvladamo misel, ko pridemo lahko tudi v peto dimenzijo. Pridemo pa preko nadjaza, ko sem tudi že razlagal. Nadjaz je 8. čakra, ki je 25 cm od temelja. Tukaj 7, 8, 9. 9 je 11 km više. In od 8 do 9 je ogromen. To smo vsi mi. To skozi lebdi nad nami in nam dopoveduje, sam ego premočen ne pusti. Ko ga pa začnete poslušati, to je jezero njenega znanja. O tem govori Kabala. In ko to šaltamo, smo se vedeli. Nadjaz, karkoli boste vprašali, vam bo povedal, se mislite doma. Ja, pa kaj pa če ni, ja, je že konc. Ste že narobe naredili. Tisto, ko vam reče, če bo še bolj neumen zgledati. Tisto je to. Ga je pa težko slišati, ne? Posebej, če nam ne paše. Ampak, če se bojite vprašati, bolje ga naprašati. Da ga vprašate, pa ga pa pošivšate. Vprašate ga pa tako, ko se oglasi. Zaprostega, da se oglasi, ko se pa oglasi. Je pa čisto podoben, kot da se v mislih pogovarjamo. A se kdo mogoče ne pogovarja v mislih? Se vsi, ja. No, ko se v mislih pogovarjamo, podoben glas. Lahko se pa oglasi tudi kakšen drug, ali pa ego. Kako boste pa vedeli, da je to nadjaz? Tako, da ga vprašate, kje je sonček v meni? Kje je sonček v meni? Ali vam bo toplo tam ratal? Ali vam bo prav povedal, kje je? Ampak ti, ko so tudi prisotni razna bitja, se rade šalijo. In zato morate biti preveriti, ali je to nadjaz ali ni. In ko boste 100% videli, da je to, ste zmagali. Ste zmagali. Karkoli ga boste vprašali, vam bo povedal. To je to. No, sem mislil, da ne mislim nekaj vprašati. Veste, pri nadjazu, ko ga enkrat lahko sprašujemo, potem je življenje čisto. Kjec, društvo. Dokler pa tega ne zmoremo, pa še na tega.
pa mislimo, da je grozen. A veste, krize bodo. Seveda bodo. To ni samo človeštvo krivo. To smo prišli v tako dobo. Lansko leto, v decembru, sem rekel, da pa zdaj po konc času. Sem kar zjutraj na uro pojel, sem rekel, pa se mi še gitko, kaj še včeraj. Da se dela. Samo vmes je bil preskok. Zdaj je drugačna energija. Drugačna energija. Tudi drugače dojemate, kot ste pa lansko leto. Z mano je, ker je Zemlja dobila višjo vibracijo. Zemlja je dobila višjo vibracijo. In ker je Zemlja dobila, mi smo pa otroci Zemlje. Zemlje in neba. Ne? Jasno, da se dogaja v meni in drugim. Vse se drugače obrača. Zato ne misli, da je kaj narobe. Vse je prav. Sam sprejeti treba. Ta trenutek, karkoli se dogaja, prejmite, da je to tako. In kaj se to v meni dogaja ob tem, ko je to tako? To je pravilno. Pa ste v trenutku. Je pa to težko, ne? Vse ni enostavno. Samo, to je en način, ko pridete v višje zavedanje. Drug način je pa skozi glas, skozi zvok. To sem pa tudi pripodoval, zato sem tudi boben prinesel sabo. Ni treba, da bobnamo, ampak jaz vam bi samo rad povedal, da ko meditirate, bodite pozorni na zvok. Ali je to v prostoru ura, kot tik-taka, ali je kakšen hladilnik ropota, ali je kakšen drug strojček priklopljen, ko ali je zunaj promet. Bodite pozorni na osnovni zvok. Rečva, če je to ura, slišite uro, samo intenzivno poslušajte, kako jo vi uro slišite. Ste pozorni na sluh, kako tik-taka ura. Potegnili ste pa s pozornostjo v tretje oko, prenesete na noter in zaslišite, kako dihate. In zdaj bodite pozorni samo na dihanje. In vklopite uro in dihanje, potem se pa lahko vklop še srce. Da slišite puls, kako to funkcionira. Imate 3 glasove, ko jih sprejmete, ko jih obvladate, ko jih slišite in začnete potovati z zvokom. Tako sem jaz zadnjič demonstriral boben, in to je teta. Tam. In skozi tam pride en drug zvok. Če bomo tole tolkali, potem boste slišali nekaj kot avion ali pa kot... Jaz sem slišal Indijanca, kako je bil. Kako je na frulaje igral. Vse te zvoke se da slišati skozi indijanski boben. In jaz ne vem, a bi boben malo? Ja. Bi? Ja. Ok. A ste vsi za? Ja. Ok.
A veste, to bo 10 minut. 10 minut. 10 minut bom samo pozorno poslušajte. Sprostite se, kot da meditirate in samo boste skoncentrirani na poslušanje in boste zaslišali med temi zvoki, ko jaz udarjam, boste zaslišali eno drugo melodijo, en drug zvok. In boste povedali, kaj ste slišali. Še bote v temu. Kako ste? Ste slišali? Dajte malo povedati, kaj ste slišali. Je samo vibracijo prostora. Ja. Še kaj? Ja. Jaz sem slišala en tak visok na momentu še malo kot na ono, pa v bistvu kot hrumenje nekaj. Ja. Lepo. Še to? Na začetku se mi zdelo, da bi tako slišala vlak v daljavi. Jaz sem v bistvu skozi slišala čričke. Ja. Čričke avion. Je pa grmenje. Ja. Še kdo? Ja, tudi grmenje. Grmenje. Ja. Še kdo? Ja, tudi kot nevihta. Ja. Kot neko bubnenje, kot nek, kako bi se s trajektom pela, pa bi poslušal tisti motor, ki so spodaj pod kamorjem. Še kdo? Na začetku je bilo manj, potem je vedno bolj konstantno skozi. Ja, to sem tako. Jaz sem tako njenico vmes slišala. Pa tlako se mi začelo obdirati. Veste, zdaj je bilo kar precej močno. Meni so šli kar solze. Ampak to je čiščenje. Veste, zvok, kolikor ga spustite v sebe, kolikor ga ozaveste, toliko več slišite. In dobro je imeti, pač eno takole glasbilo, kot je boben, ali pa flavto, ali pa karkoli, da jo lahko poslušate. Zaradi tega, ker boste med zvoki to slišali, kar ste zdajle, ko ni bilo tam, a ne? Ampak ali pa recimo, jaz sem slišal čisto ene visoke zvoke. Vsak sliš drugače. In dobro je, če bi to malo trenirali. Tudi če nimate bobna, tudi če boste tolkrat po mis, da je teta mora biti. In začnejo možgani odpovedovati, ker vidim to dolg čas rada. In vi zaslišite druge glasove. Ja. Zdaj imam eno vprašanje glede teh zvokov, ker sem pač glede na čakre, ne? Vsaka čakra ima nek svojo frekvenco, ne? Tako. Tako da tudi zvoki, se pravi, ko se gre za čiščenje čakr, gre za poseben zvok posamezne čakre, ne? Kako v bistvu pol. Veste, boben vpliva na prve tri čakre. In jih zdravi. In jih spravlja v pravo vibracijo. To, da pa slišite,
to je pa višji, to je pa zavedanje. Zdaj tako, a gremo še na točko držati? Ja, tako kot zadnjič, ne? Ja, poslušajte, pri točki. Bodite pozoren na to, lahko gledate mene v oči, za željenje, da me gledate v oči. Če pa ne morate gledati v oči, pa gledate vzporedno, in boste videli auro. Tako, recimo, vidite auro lahko. Nad glavo gledate, a gledate pod glavo, ampak aura pričnete jo videti. In ko vidite enkrat auro, lahko gledate aure tudi pri drugih ljudeh. Veste, to ne samo pri meni. Če ga nekaj časa gledate, vidite obroč okrog. Vi jo vidite? Jaz vidim, ampak čez zmeraj, če to vežbate, boste videli vedno bolj jasno auro. Boste zagledali tudi v barvah. In v barvah auro videti, to se pravi, boste videli, kaj on premišljuje, kakšne misli ima. Recimo, samo pogledaj, povedo, kaj razmišljaš. Dobre, pejmo. Drugič pa me ne